Nocoj, kaj dogaja, gostimo športnika, ki za plovbo po morju ne potrebuje ne ladje, ne čovna, srebrnega olimpijca in vedno nasmejanega Primorca. Z nami je Toni Vodišek. Toni, zdravo. Lepo pozdravljeni. Živijo. Dobro večer. Najprej čestitke za srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Parizu oziroma v Marseju zate. Wow. Težka, koliko je to? Ja, najlepše hvala. Kar je težko, kar probaj. Smo stehtali prva stvar, ko smo pripeljali domov v slovensko hišo in to prijatelji v Marseju tehtajo 530 gramov ima, tako da po mojem lih medalje pol kile pa ostalo še trakec. Ampak ja, tudi mene je presenetila prva olimpijska prava medalja, ki sem imel v rokah in da lahko rečem, da je moja. Je kar konkretna, ne? Konkretno. Ja. Iskrene čestitke. Ampak zanimiv pa je olimpijski prvak je pa Avstrijec, ne? Ja, kaj za Avstrijce, če nimajo morja, kaj na lepi modri Donavi, a kje to trenirajo, kaj, zakaj? Ja, Avstrijci res morja nimajo, imajo pa veliko jezer in pa budžeta, katerega omogoča in pripelje skoraj tudi morje do njih. Budžet pomaga, ne? Da vetra v jadra. Na koncu dneva fant je bil zelo priden Valentin, ki je zmagal, to si je res zaslužil, ampak osebno se ne predam, gremo naprej, za LA prihajamo, ne, in takrat pa bo. tako kot do sedaj sem rekel, da grem po medaljo, nisem pa povedal, kaj gremo iskat, zdaj pa po mojem, kar rečem, gremo po zlato, ne. Upam, da je tudi toliko težka, ne. Upam, da še bolj, ne. No, letos smo prvič na olimpijskih igrah spremljali dirke v tvoji disciplini Formula Kite, ampak smo te mogli kar načakati, ker vetra kar ni in ni bilo. Kakšen veter rabite kajtarji? Ja, to je bilo malo bolj specifično za kraj Marseille. Jaz sem bil pred 2 meseca tam, pihalo vsak dan in pride tekma, kje je veter, vetra ni, ne. Vetra potrebujemo, mi lahko začnemo na 5-6 vozlih, načeloma dirka se začne uradno na 7, ampak nas pošlje tudi kdaj že prej, do 30-35 vozlov, kar je kar močno. In tudi se vam opravičujem, da ste nas malo lahko gledali na televiziji, saj veter je prišel pol kasneje in naš televizijski čas je začel od 12 do 2 in tako da ja. Pa kaj je pomembna? Moč, smer? Ja, načeloma za nas najboljše ni pomembno, veliko nas je, da imamo dovolj vetra, noter je v njih prvih 6-7 vozlov, zatem pa smerijo, vplivajo le na to, na strategijo, na tehniko, katero bomo izbrali, ali prihaja veter iz kakšnih hribov ali iz oblakov, se pa lahko taktiko pa strategijo v momentu ali celo v regati vmes spremeni in je treba veliko razmišljati in to. Prihajaš iz Kopra, kaj pa slovensko morje? Ima dober veter? Začneš si takoj v Italiji. Če meč preveč zapiha, začne na Hrvaškem. Zanimivo. Hrvaška, Italija, res vem, da sem bil v 1 uri lahko iz Kopra, Hrvaška, Italija in nazaj, ne, tako da ne le, da smo majhno morje, ampak tudi kajt je hiter. Zanimivo, smo najhitrejši poletni olimpijski šport. In čeprav imamo morje ne najbolj idealno za začet bi priporočal kakšno Hrvaško, izliv reke Neretve z perfektnim vetrom in plitko vodo, saj za se učiti je super. Enkrat, ko se pa zna že bolje, pa lahko tudi prideš k nam, saj imamo poletne majstrale, zimske burje, jugota in tako skoraj na vse vetre imamo, čeprav kratko, majhno, imamo pa 3 različne kraje za vse 3 vetre. Oče je tvoj trener? Oče, glavni trener, tudi pred mano tekmoval. Si začel pri 2 letih, si stopil na kajt? Ja, na kajt še ne, pri 2 sem šel na smučke, 3 na board, pri 4 na wake in pri 6 sem pol tudi skajtal. On je sam tudi tekmoval 2011, bil 11. na svetovnem prvenstvu, kar je gledano bilo takrat že, da bo morda kajt 2012 na olimpijskih, pol ni bilo, prišel je on do nesreče, hernije, operiral in oprema je bila, dal je mene gor, pokazal nekaj talenta in pol sva skupaj. No, takrat sem vedno rečel, jaz sem malo v šali, joystick je dal v mene, ne, in ga je igral mene ko igrico do olimpijskih iger. In ja, očetu velika hvala, brez njega, brez tebe, tata, ne bi prišel danes sem, ne. No, brez tebe pa verjetno ne bi bilo takega navdušenja nad tem novim športom. Gotovo se obeta veliko mladih nadobudnih športnikov, ki se sprašujejo, kje se lahko slovenski otroci učijo kajtati. Ja, nažalost pri nas, kot sem povedal, ni
Sedaj pa za okolje, ki je bližje, po mojem res bi priporočal izliv reke Neretne na Hrvaškem. Brazilija. A ni tam? Tam je tudi. Definitivno. No, saj, če gledamo naš skajterjev rekreativnih in tega je ogromno več kot vseh jadralcev skupaj, saj za jadranje potrebuješ ti marino, za nas pa je le plažo, ne, in to vemo, plaž je več. Prijatelji pa te kličejo tudi hišnik. Kaj je fora? Hišnik, handyman, že od malega popravljam vse različne stvari v hotelu. Prva stvar se spomnim, smo z očetom vedno šel zraven, no, da je orodje, da je to, da je fazen briefer, pa različne stvari. Pol sem sam začel to delati in danes lahko rečemo, da sem res realno tudi hišnik v hotelu in prijatelji mi pa to tudi rečejo, ker karkoli so oni rabili, pa to, da niso rabili drugega klicati. Ti to zrihtaš. Pa to pa gre, ne? Toni, najlepša hvala, da si bil naš gost. Želiva ti še veliko zmag, da bi še veliko dobrih stvari popravil, pa da bi imel tak budžet, kakor Avstrijci. Pa idealen veter, ne? Ja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vama. Pa da nas prijete pogledati še na morje, ne le na televizijo. Pridemo. Srečno, hvala.